Obiskali smo košarkarsko reprezentanco in tenisača Marina Kegla. Vsi se pripravljajo na olimpijske igre za gluhe v Turčiji. Z novim zakonom o športu so zadovoljni, poudarjajo na Zvezi za šport invalidov Paraolimpijski komite. Veselka Pevec, paraolimpijska strelka, ki je lani osvojila zlato paraolimpijsko medaljo. Sem imela fanta, ki je bil policaj, se ni strinjal z mojo odločitvijo, da ga zapustim in da grem svojo pot, in takrat me je ustrelil. Dobrodošli v Zmorem. V poletje tudi športniki invalidi vstopajo dobre volje, saj se je zakonom začel urejati njihov status. Predsednik Zveze za šport invalidov Paraolimpijski komite Damjan Lazar poudarja, da je to prava pot. Največje premiki so s tem, da v bistvu postajamo mi krovna organizacija v 42. členu. Pomembnost je tudi to, da smo enakopravni v sistemu športa, tako športniki invalidi kot z športniki neinvalidi. Pomembnost je, da kaže na neko povezanost med športniki in zvezami, ki v bistvu sodelujemo na tem področju. Predvsem pa smo sistemsko urejeni. Naša država je na tem področju torej naredila velik korak naprej in se približala razvitemu svetu. Športniki invalidi bodo imeli možnosti šolanja na daljavo, dualne kariere, do opravljanja mature v 2 delih, do urejenega zdravstvenega zavarovanja in ne nazadnje, da bodo imeli možnost zaposlitve v državni upravi. Poleg tega pa še, da so dobitniki olimpijskih iger, gluhih in paraolimpijskih medaljisti lahko pridejo do dodatka k pokojnini ob upokojitvi. Potem vpeti smo v akreditacijsko skupino skupaj iz URI Soča, smo del izobraževalnega sistema, smo v strokovnem svetu, tako da je del vpetosti športa invalidov in samih funkcionarjev v sistem športa dobro urejeno. Državna sredstva se bodo poslej delila po nekoliko drugačni časovnici, saj bodo zvezam razdeljena kmalu po sprejetju proračuna. Za nas je to zelo pomembno, predvsem pa skrbimo za to, da imamo čim bolj razpršeno financiranje, ker nekako je to lažje potem skozi leto poslovati, tako da je pa to sigurno ena dobra novost in dobra praksa, ki nam bo sigurno prav prišla. Sistemska ureditev športa invalidov je zdaj na papirju. Vsi udeleženi v ta pogon pa morajo zavihati rokave in zakon predstaviti še v praksi. Kmalu pa se začenjajo olimpijske igre gluhih, ki jih bo od sredine julija dalje gostil turški Samsun. Tam bodo imeli Slovenci odlično reprezentanco, ki je v preteklosti že dosegala odlične rezultate na velikih turnirjih. Litva pa je naš največji rival. Prav tale rival je bila Litva. Mi smo njimi vsako tekmo vojno. Enkrat smo njih premagali nas. To je kot Olimpija, Maribor ali pa Crna Zvezda, Partizan. Mi smo se tepeli, ampak poštujemo njih, oni poštujejo nad njih, je to strah proti nam igrati. Mi skušamo proti njim igrati našo igro. So pa tudi druge reprezentance, ki jih spoštujemo, kot je Grčija, polje Ukrajina, Rusija počasi napredovala s temi novimi mladimi igralci, ker pač državo imajo 15 milijonov prebivalci. To je druga zgodba, ker imajo večjo izbiro. Pri nas pa, kar reče Slovenija, 2 milijona prebivalcev, nas je zelo malo, gluhi še posebej, na srečo, ker imamo teh talentov, kot je Miha Zupan, Miha Jokovčič, Šebjan. Sebe še nisem nikoli izpostavljal, ampak moram povedati, da so to fantje izjema, radi imamo košarke in skušamo se boriti vsako tekmo. Saša Lukić je eden izmed naših najizkušenejših košarkarjev, poleg Miha Zupana seveda, ki je letošnjo sezono sklenil z igranjem ravno v Turčiji. Letos pričakujemo čim bolj pripravljeni, čim bolj moramo popraviti boljši rezultat na cilje četrtfinale, potem pa gremo v Alpene čim bolj razbremenjeni, da nismo pod pritiskom in seveda želimo medaljo, ampak delamo korak za korakom.
Slovenske fante pa prvič vodi Nejc Višnikar, ki slovi kot trener zahtevo po borbenosti in čvrsti obrambi. Športniki ne radi govorimo o tem, da bomo osvojili, definitivno pa imamo vso pravico, da o preteklih uspehih napadamo najvišjo stopničko in vzamemo to željeno zlato. Predvsem je pa pomembno, da prej uspemo kohezirati ekipo, da se bojo fantje počutili maksimalno dobro v tej ekipi, da bojo res garali en za drugega in če nam bo to uspelo do odhoda v Samsun, sem prepričan, da tudi zlata kolajna ni daleč. Izbranci pa so, kot smo uspeli izvedeti, na to pravzaprav že vajeni. Damjan Šebjan je organizator igre. Selektor Višnikar, tako kot košarkarji, ne skriva želje po velikem uspehu. Športniki ne radi govorimo o tem, da bomo osvojili, definitivno pa imamo vso pravico, da o preteklih uspehih napadamo najvišjo stopničko in vzamemo to željeno zlato. Predvsem je pa pomembno, da prej uspemo kohezirati ekipo, da se bojo fantje počutili maksimalno dobro v tej ekipi, da bojo res garali en za drugega in če nam bo to uspelo do odhoda v Samsun, sem prepričan, da tudi zlata kolajna ni daleč. Tenisač Marino Kegl bo eno izmed glavnih slovenskih orožij na prihajajoči olimpijadi gluhih. Obiskali smo ga v Murski Soboti, kjer se pripravlja na veliko tekmovanje. Marino bo letos nastopil na svoji drugi olimpijadi, v dosedanji karieri pa je bil dvakrat mladinski evropski prvak, osvojil pa je kar 28 turnirjev. Njegov trener je kar oče Darko, ki meni, da je največja sinova prednost njegova trdna volja. Napredoval je v glavi, predvsem v glavi, da se veliko, midva sva kot ena sinhrone stroj, mislim, tisto midva se pogovarjava, vse ste lahko videli na treningu, mi se pogovarjava brez besed, veva o čem govoriva, veva kaj hočeva, veva kaj želiva, vsa velika tekmovanja so velika izkušnja. In tukaj je pritisk izredno velik, kajti vsaki športnik slovenski, ki je doživel olimpijske igre oziroma nekaj takšnega, ve, da je tukaj psiha tista, kot te lahko sesuje v delčko sekunde. Marino, ki je član slovenske reprezentance in avstrijskega kluba, je med vodilnimi 20 v svetovni konkurenci edini, ki ne sliši praktično nič. Vseeno je prepričan, da se bo iz Turčije vrnil z odličnim rezultatom. Desite, peste, grem do kuca. V Ljubljani, v Tivoliju, v Mariboru pa v mestnem parku. Športniki invalidi so bili povsod lepo sprejeti. Pravim, da tole Parafest je zakon, je super, da pokažemo, kaj znamo. Športniki invalidi in tudi mladim športnikom pokažemo, da ko si invalid, je tako treba. In mislim, da Parafest mora postati tradicija. Mogoče včasih tudi, da še pride na drugi nivo in da še mogoče kje druge to naredimo. Parafest je prava stvar. Tivoli je obiskovalcem med drugim ponudil priložnost, da so se pomerili v košarki na vozičkih. Mladi so se tako lahko prepričali, da ni tako zelo enostavno metati proti košu iz sedečega položaja. Parafest pa je poskrbel, da je bil nekaj več kot zgolj običajna športna prireditev. Parafest je zelo pomembna prireditev za nas, kot za cel šport invalidov, kajti to je združevanje vseh športnikov invalidov in pa promocija športa invalidov tudi med zdrave ljudi. Mi smo se prireditev udeležili z veseljem, tudi ta ekshibicijska tekma z košarkarskim klubom Slovan in ženskim košarkarskim klubom Ilirija je zelo pomembna stvar in upam, da so gledalci, ki so prišli na tekmo, uživali. S Parafestom skušajo pokazati športnikom neinvalidom, s čim vse se srečujejo invalidi na svoji športni poti. Na svoj račun pa so prišli tudi naši namizno tenisači, ki so sami najboljši promotorji Evropskega prvenstva invalidov v namiznem tenisu, ki se bo v Laškem odvijalo konec septembra. Bojan Lukežič in Primož Kancler sta prav gotovo naša pomembna aduta.
Ja, ko mi ga čakamo, po drugi strani je pa tako malo izstraham, kaj če ne bo šlo, če se kaj zalom, ampak lej, šport je šport, enkrat imaš boljši, enkrat imaš slabši dan, ne? Jaz upam, da bo boljši, no, da se bova zbudila v dobro jutro, ko bo ena tekma. Midva si želiva v dvojicah medalje, ne? Zdaj pa, če nama bo uspelo, vedno pristajava tam na 5. mestu nekako že nekaj časa, ne? Zdaj pa prava, da je pa že čas, da tudi midva enkrat prideva na 3. mesto, vsaj. Ja, v glavah tudi sigurno malo, seveda, samo pač glavni del pa zdaj pride, ja, priprave tudi v Laškem. Pač država, mislim, Evropsko prvenstvo je pri nas, to je pač neki dodatni motiv. Jaz mislim, da če se bo spet poklopila, spet reče medalja, tako vedno, ne. Tako v Nemčiji smo jo dobila, jaz upam, da bo tudi pri nas isto, no, bi žela toliko slajša. Podpora športnikov iz druge panoge pa vedno pride še kako prav. Darko Đurić je izkoristil priložnost in kopalke zamenjal za lopar. Ja, jaz nisem prav zelo dober namiznotenisač, ampak verjamem, da so v odlični formi, tudi zdaj mislim, da so na enih zadnjih tekem kar dober rezultat v dvojicah dosegali, tako da mislim, da na domačem prvenstvu, ko jim bo tudi publika dala dodatno podporo, da bodo kakšen lep rezultat dosegali. Konec septembra, Evropsko prvenstvo v Laškem. V športni dvorani Hala Tivoli v Ljubljani je potekalo državno prvenstvo v plesu v organizaciji Plesne zveze Slovenije. Na državnem prvenstvu so nastopili tudi plesalci invalidi na vozičkih. Naši plesalci so navzoče navdušili z energijo in znanjem, odlično sta plesala Amir Alibabić in Nastija Fiolić. Super dogodek, fenomenalno se imam, to je moje 3. tekmovanje letos. Volja in želja se večata v meni, oktobra se bom udeležil svetovnega prvenstva, upam, da se ga bom. Drugo leto, čeprav grem na izmenjavo v Irsko, bom ostal v treningu, bom treniral in bom tudi odšel na 2 do 3 tekmovanja. Pa lahko samo rečem, da energija je fenomenalna, konkurenca je močna, ampak tako, super, pač odlično. Doma načeloma imamo samo državno prvenstvo, računamo nekako, da bo mogoče drugo leto tudi državno open, se pravi, da bo lahko tudi z drugih držav prišli tekmovati. Drugače pa tako, 3 do 4 tekme letno. No. Klemen Pirman pa je eden izmed tistih, ki so poskrbeli, da so na državcu, kot radi poimenujemo ta dogodek, svoje znanje pokazali tudi plesalci na vozičkih. Ja, iz našega vidika smo zelo zadovoljni, zaradi tega, ker zdaj moram reči, da je to drugo državno prvenstvo, ki je integrirano s Plesno zvezo Slovenije, tako da v bistvu vse poteka po planu in naši tekmovalci so tu zelo zadovoljni in rezultati so odlični. Ja, mi se iz leta v leto se bolj razvijamo, vedno bolj smo konkurenčni v svetovnem vrhu in tudi se vsako leto udeležujemo tekmovanj na svetovnih prvenstvih in tekmah za svetovni pokal. Moja največja želja v življenju je bilo, da bi imela svojega otroka. In po tej nesreči, ki se mi je zgodila, niti v sanjah nisem pričakovala, da bom lahko bila noseča, da bom lahko 9 mesecev nosila in rodila zdravega otroka. Ja, 31. avgusta 1983 sem se pač odpravljala v Beograd, 3. letnik gimnazije. Sem imela fanta, ki je bil policaj, se ni strinjal z mojo odločitvijo, da ga zapustim in da grem svojo pot in takrat me je ustrelil. Ja, že cel poletje sem razmišljala o tem, že cel poletje je bilo tako, da sem se ga bala, da sem hotela svojo pot. Nekako se ni išlo, jaz sem se odločila naprej šolo, nisem mogla se sprijazniti s tem, da sva še naprej skupaj, čeprav se je vmes zgodilo veliko stvari. Takrat sem se odločila, da grem v Beograd in da res spremenim življenje, da se ga znebim, pa v bistvu se ga ni dalo. On je bil suspendiran, takrat je izvedel od moje prijateljice, da odhajam v Beograd. Je prišel na železniško postajo, videl, da grem, takrat mi je zagrozil
dal mi je klofuto in je šel ven, sem mislila, da se s tem poslovo. On je pač šel v policijsko postajo, vzel pištolo, prišel nazaj. Prvi strel mi je ustrelil v hrbet, pol se obrnil, je videl, da sem še živa, stal je pred mano 1,5 metra in me ustrelil še 5-krat. Tako da sem bila prestreljena 6-krat. Takrat se pa kaj dosti nima rojeti po glavi, ampak samo to, da preživiš. In res je bilo tako, da sem imela močno voljo do življenja in sem hotela res preživeti in pol se je začelo. Jaz pri celi zgodbi nisem bila niti ene sekunde v nezavesti. Gledala sva se v oči, res je pa, da se mi je roka zelo, zelo tresla. Zaradi tega sem tudi bila prestreljena verjetno tako v nogo pa v trebuh, ker je verjetno hotel v glavu, pa od tega, ker se mu je roka tresla, me ni zadev. Takrat je pa samo mami vpila, pusti mi otroka, padla je na mene in ne vem, kako da nju ni zadev. Jaz pa besede nisem spustila niti ene. Zavedala sem se, kaj je bilo, nisem se pa zavedala, kakšne posledice bojo. V sebi sem čutila moč, čutila sem življenje, vem, da je vedno sestra bila zraven, ker jaz sem bila na intenzivni negi, bila sem v eni sobi, ker sem bila sama noter in njena sestra imala nalogo, da samo gleda mene. Če sem verjetno pri življenju, slišala sem telefone, ko so domači klicali, skozi govorila, še je živo, pa sem se mislila, kaj to sploh govori, se mi nije nič. Nisem čutila nobenih bolečin takrat, ampak pol, ko so se te rane shladile po tisti operaciji trebuha, sem imala grozne bolečine in je trajalo dolgo časa. Najhujše je bilo to, ko sem imala ta 2 strela v trebuh in sem imela poškodovane črevesja in pol metra črevesja so mi odstranili, pol zaradi tih šivov, te operacije nisem smela dolgo časa jesti, da se ne bi okužilo, da ne bi prišlo do vnetja in sem mogla piti samo fiziološko. Poletje je bilo je vroče, bila sem žejna, so mi samo močili z usta z fiziološko, grozno, to je bilo najhujše v mojem življenju. Dolgo časa nisem vedela, dolgo časa so skrivali, ko sem prišla v Kraljevico, ko sem videla veliko ljudi na vozičku, sem vedela, kaj me čaka. Verjela sem od samega začetka, verjela sem, da bom preživela, ne vem zakaj, ampak sem verjela. Ja, jaz sem bila 3 leta v Kraljevici na rehabilitaciji in pol je socialna delavka rekla, da treba iti nekam naprej, da ne bom mogla skozi biti tam, kar sem razumela in sva poklicali v Zagreb, v Dubravu, tam je bila šola za nas invalide na vozičkih, vse je bilo prilagojeno, ampak usoda ni hotela tako. Jaz sem srečala poleti na plaži en par iz Slovenije, ki je delal v Ponikvah v zavodu in so mi predlagali, da naredim prošnjo, da dam prošnjo, pa mogoče bom sprejeta v zavod Ponikve, da šolo še vedno lahko nadaljujem, da je najboljše, da imam svoj denar, da sem finančno preskrbljena in sem se s tem strinjala. Napisali smo prošnjo na kolenih na en list papirja, oni so jo nesli v Ponikve, sem bila poklicana, sprejeta in sem ostala. Poročila sem se, dobila sem hčerko, vmes sem se ločila, hčerka je bila stara 10 let in pol se je začela ta zgodba mojega strelstva. Takrat sem se zelo modro odločila, da sem se začela ukvarjati s strelstvom, ker naenkrat, ko sem se ločila, sem imala ogromno časa. Začela sem trenirati, 2011 sem začela zelo resno, vsak dan sem bila na strelišču, en vikend v mesecu se dobimo s trenerko, s celo reprezentanco. Tam nam pokaže, kaj je prav, pa kaj ni. Spet gremo doma in treniramo naprej, individualno, vsak za sebe. Tako da 2012 sem že dosegla rezultate in sem bila sprejeta v reprezentanco. Oni so šli v London, jaz sem trenirala doma. Jaz sem ostala doma, kajti niti nisem bila na kakšni tekmi, da bi imala možnost do kakšne kvote za London. Pa nasploh to je bilo vse prehitro. Tako da sem trenirala za Rio in pač v Riju se je zgodilo, kar se je zgodilo. To je bilo tako, jaz sem vedela, da sem zmožna. Potem, ko sem prišla v reprezentanco, vedela sem, da mi gre, da sem zmožna, da sem konkurenčna. Čeprav je bil to kratek čas, ampak sem vedela, da jaz to lahko. In vedno je bilo vse usmerjeno na Rio. Že v sami reprezentanci, že fantje, že trenerka, že trenira. Vse so vmes tekme, ampak te tekme so bolj
zaradi izkušnje, zaradi kilometrine, zaradi vsega. Drugače od enih olimpijskih do drugih mislim, da je vedno usmerjeno. Tako da so bila že 2014 svetovno prvenstvo v Sulu v Nemčiji in to je bila prva tekma, ki so se trebale kvote. Spet je povezano z Rijom, z olimpijskim, tako da je vse povezano. Jaz sem imala spet to srečo, da sem na prvi tekmi dobila kvoto in takrat sem vedela, da imam karto za Rijo in pol je bilo usmerjeno še vse samo na Rijo, ampak ni bilo vse tako, kot je slišati. Bilo je ogromno dela, ogromno enih problemov. Jaz sem 8 mesecev pred Rijom imala take težave, da nisem bila niti blizu tem fantom. Nismo pa vedeli, zakaj. Sem mislila, da je dioptrija. Smo šli od Maribora do Ljubljane, do Zagreba. Na koncu sem tudi v Nemčiji končala zaradi dioptrije. Tam sem dobila dokaj ugodno lečo, ampak še vedno ni šlo. 2 dni pred odhodom v Rijo je trenerka ugotovila, da je bil pokvarjen diopter na pušku. 33 let potem, na isti dan, na isti datum, da greš na olimpijske igre. Pa ko sem se spomnila tistega dneva, takrat sem se borila za življenje. Zdaj sem se borila v bistvu za zmago. Dostikrat sama o tem premišljam. V bistvu človek ne more verjeti, da se to lahko komu zgodi. Pa se. Ne, jaz sem mislila, da bom zelo slaba. Z obzirom, da treniraš 8 let pred Rijom, da imaš zelo slabe rezultate in da misliš, da je napaka pri tebi, pol nimaš tamo kaj pričakovati preveč. Ampak po tistem, ko je tista napaka bila odpravljena, še sama nisem vedela, kje sem. Kje sem, koliko sem jaz dobra, koliko sem slaba. Napako sem odpravili, res sem dobro streljala pol. Na treningi sem imala v Riju zelo dobre rezultate, ampak nisem niti približno vedela, kje sem, ker je toliko časa bilo za mano, ko sem bila zelo slaba. In potem sem rekla, lejte, bom dala vse od sebe, kaj bo, skoncentrirala se bom. Veliko mi je tudi pomenilo, da je trenerka en dan pred tekmo prišla in se pogovorila, da probam vse odmisliti, da se probam skoncentrirati, da probam iti s prazno glavo, čeprav to vemo, ampak to je težko narediti. Zvečer sem res premišljevala, kako to uresničiti, kako njene besede udejaniti in probala sem, čeprav sem imala še en problem doma, kaj je čerka zbolela in sem se bolj s tem ukvarjala, kot samo tekmo, tako da se je nekako vse poklopilo. Tudi tamo je bilo zelo zanimivo, vse v tej zgodbi so pisali v Riju, bila sem na naslovni strani enega političnega časopisa. Ta trenerka je skoraj jokala, kaj je trenerka moja razlagala v angleščini mojo zgodbo. Res je zelo čudno in zelo, mislim, da mogoče ni tazga primera, kot je moj. Pa vsi rečejo, da treba braniti ali da je treba ponoviti. Jaz bom trenirala naprej, kar bomo videli. Jaz sem dosegla vrh, če ga ponovim, če bom pa tudi 5., 6. ali ne vem katera, ne bom nič razočarana, ne bom slabe volje. Naj vsi probajo, kako je biti na vrhu. Sem Veselka Pevec, paraolimpijska prvakinja v streljanju, sem ponosna mama in primer, da se s trdno voljo in upornostjo vse da. Moja največja želja v življenju je bilo, da bi imela svojega otroka. In po tej nesreči, ki se mi je zgodila, niti v sanjah nisem pričakovala, da bom lahko bila noseča, da bom lahko 9 mesecev nosila in rodila zdravega otroka. In pa po tolikih letih, ko sem se rehabilitirala, ko sem prišla k sebi, tudi fizično sem spoznala moža in tudi do tega je prišlo, da sem zanosila in to je bil najsrečnejši dan v mojem življenju, ko sem vedela. Pa še ta, ko sem je rodila, ko je zajokala v porodnišnici. Res, to je najlepši trenutek, nobena medalja se ne more s tem usporediti. V prihodnji oddaji pa pregled rezultatov z olimpijskih iger za gluhe. Uživajte!
Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.